Jaz ne morem več sam sobi živeti, jaz bi hodil po soncu, jaz bi hodil kaj doživeti. Ne rabim več iz takih stvari, hočem svoje sanje in prijatelje, kot ste vi. Mislim, da naredili smo že ogromno stvari, zdaj zaupajmo vanje, naj ne trese nam kosti. Zdaj sam čakam, da bo tega konec, da grem spet na more in upam, da naši. Zato smo danes zbrali se vsi, da pozabimo na skrbi. Zato smo danes zbrali se vsi, da pozabimo na skrbi. En lep dober večer sem skupaj. Zdaj v bistvu jaz ne vem, ali smo mi že live ali ne. Tukaj kaže, da ne, ali ima pa takšen zamik. Aha, dela. Z manjšim zamikom smo očitno. Mi si izklopil tukaj tale reverb, da je malo bolj tak lep radijski glas. Jaz se opravičujem za tehnične težave, danes smo se odločili, da gremo majčkeno bolj kompleksno, da gremo malo bolj zares, s tem pa tudi pride več tehnike in pa več tehničnih težav, tako da se opravičujem že za naprej, za vse težave, ki bodo, ampak važno je, da se imamo skupaj lepo. Zdaj za začetek sva naredila z Nejcem priredbo skladbe Siddharta Na soncu, vedno nekako bomo začeli s tem, jaz si želim, da bi imeli še več takih druženj naprej, če vam bo seveda všeč to. Vabljeni ste, da tudi pišete komentarje, da mi pišete tudi privat sporočila, kakorkoli, skratka, da smo v stiku, da se družimo, no, to je glavna stvar tega vsega. Danes nas čakajo zelo zanimivi gostje, več jih bo iz različnih občin, iz različnih delov Slovenije. Hvala, Mojca, ker me dopolnjuješ, ampak jaz bi stavek končal. Skratka, iz sveta kulture, pa tudi iz medicine in pa bioetike. Naša prva gostja bo Maja Pinterič. Ne vem še, ali to dela, zdaj bomo majčkeno počakali, ker tudi tele povezave še malo vzpostavljamo. Definitivno je Maja ena izmed bolj perspektivnih mladih voditeljic širom Slovenije. Veliko vas je lahko opazilo jo na Emi Fresh, vodila pa, evo Maja, mi te vidimo, ali ti nas slišiš? Slišim. No, super, evo živijo. Malo tehničnih težav smo najprej imeli, ampak jaz upam, da bo tole zdržal, pa da bo vse tako, kot je treba, no? Veš, da bo. Bo. Daj mi povej, kako si, kje si, kaj počneš trenutno? Ne zdajle, ampak tako, nasplošno v tem karantenu. Zdaj trenutno sedim na postelji, ne to, okej. Trenutno sem doma v Sromlah, to je pri Brežih, in v bistvu delam vse, samo da se pač zamotim in da mi mine čas, pa v bistvu mi niti ni tako dolg čas, zato ker vedno nekaj najdem. Veliko časa preživim zunaj v naravi, sploh zdaj, ko je sončno vreme. Danes sem se po 30 dneh karantene spravila gledati eno serijo, pač do zdaj sploh še nisem našla časa za to, oziroma mi ni bilo še toliko dolg čas. The Young Pope. In kakšna ti je v redu? Ja, huda mi je, ful mi je huda. Meni je to dobro. Mislim, ful mi je všečno, cel koncept in tako vizualno. Tako da, hudo. Veš kaj, ti si tudi zdaj trenutno na vikend paketu kar dosta redna gostja. Ja. Povej mi, kako je prišlo do tega, kako poteka tam?
Jaz imam na vikend paketu, imam Rotom, imava tudi, oziroma soustvarjava YouTube kanal Neki Neki, so zdaj postala voditelja rubrike Eurošpil. In tle v bistvu delamo izzive v trgovini, kjer si ljudje lahko z opravljanjem nekih izzivov prislužijo bone za pač nakup v trgovini, ampak to vedno naredimo tako, da so malo bolj zanimivi in jih popestrimo. Pa še midva seveda narediva kak izziv, zato ker brez tega pač ne morava. Tako da, ja, to je v bistvu moj prispevek pri vikend paketu, no. Zdaj sicer ne snemamo, ker pač situacija je taka, kot je. Ampak ja, ko mi čakam, da spet nazaj začnemo, no, ker malo tega pa že res pogrešam, no. Kako pa je prišlo do tega neki kanala pravzaprav? Odkje so, kdo je dobil idejo in kako se je vse skupaj začelo? Neki kanal je v bistvu ideja Telekoma Slovenije, ki je želel ustvariti nek kanal za mlade. Jaz pa Laura sva pa v bistvu noter prišla na ključ, v bistvu že prej poznala, ker so soseda v bloku in so pol oba bila povabljena na audicijo. Povabil me je pa en tvoj sošolc, v bistvu Žan Žveplan, ker se je spomnil na mene iz AKTV-ja, kjer smo pa že prej ustvarjali, ja, in snemali oddajo za AGRFT, tako da v življenju ti največ pomeni to, da se ti malo širiš med ljudi in delaš različne aktivnosti, ki ti bolj prinesejo nova spoznanstva in na tak način se mi zdi, da največ narediš, no. Res je. Veš, kaj me zanima? Midva se v bistvu poznava zdaj že kar nekaj časa. Začela sva v bistvu najino prvo sodelovanje je bilo na filmu Tisto dekle. Ja. Ne vem, a je bilo to zate prvič, da si tako zares odigrala v nekem filmu, ali si že kdaj prej imela? Ker to je bil dosti konkreten projekt. Ja, to je bil kar konkreten projekt, sploh za tako mlado in amatersko ekipo, kot smo mi bili. Mislim, bili ste, ne vem kaj, 3 študentje iz AGRFT-ja, ki ste prevzeli tehnične zadeve. Ostalo, recimo, sploh igralci smo bili pa res vsi sami amaterji, pa še zelo mladi, tako da na koncu nam je vseeno uspel narediti en tak izdelek, za katerega smo lahko po moje kar fejst ponosni, no. Je bil pa to, ni bil to čist prvi filmček, ker z Jakotom, ki je bil režiser, smo v bistvu že prej posneli par kratkih videov, ampak niso zdaj to bili ne vem kak znani, ampak tako malo mladina in naredili nekaj kreativnega. Tako da je bila pa to po moje ena izmed prvih malo bolj resnih filmskih zadev za mene. Ker se je do zdaj v filmu recimo res še nisem tolikrat bila. Edino letos oziroma lani poleti sem eno serijo posnela, zato ker lahko. Tako da to je pa v bistvu to, kar sem bila pri teh filmskih vodah. Kdo je sodeloval? Ja, ti? Je bil kakšen poznan, ja? Ja, v bistvu je bila skoraj cela ekipa poznala. Mislim, poznala sem tebe, poznala sem Jureta, producenta še iz filma Gremo mi po svoje, pa potem Tadeja in Gepa. Sicer ja, veliko ljudi sem tam spoznala prvič, ampak veliko pa tudi že od prej, tako da je res zabavna mešanica, no. Kaj ti je bila pa takšna izkušnja, ki ti je najbolj iz tega snemanja ostala, se pravi, zato ker lahko? Za vse, ki ne vejo, kako je to potekalo, snemali smo kaj približno en teden v kamnolomu pri Vrhniki in takrat je bilo res čas vročega poletja, 40-stopinjsko odzunaj in mi smo snemali v tistem kamnu, pač od jutra do večera in vročina ni čisto. In se mi zdi, da mi bo najbolj v spominu ostalo to, da je bilo pač, res smo mogli vsi skupaj malo potrpeti, pa takrat, ko nam je že vse šlo na živce, še stisniti, sploh zato, ker je bil celoten urnik snemanja zelo natrpan. In ja, ne vem, ta vročina mi bo po mojem najbolj ostala v spominu, ker se mi zdi, da nas je tudi toliko bolj še vse skupaj pol zmatralo zaradi tega. No pa druga stvar, ki mi bo ostala v spominu, je ta, da sem se prvič nekako
pobliže spoznala tudi za temi raznimi kemijskimi zadevami, ker smo delali res nore poskuse. In mi je bilo in se ukvarjati s tem, tako da bo tudi končni rezultat ful zanimiv. No? Naprimer, meni je bil najbolj, v spominu mi bo najbolj ostal moment, ko se je naš igralec vrgel v avto poln z kemikalijami, ki lahko razžrejo človeka. A ne vem, če si Ja. takrat zraven. Vladanja. Mislim, res je, dost nevarnih zadev smo dejansko imeli na samem snemanju, saj smo bili ful pazljivi in imeli tudi profesionalce zraven, ne, ki so nam povedali določene stvari. Ampak tisto je bilo res, ta skok v avto je bil čist nepričakovan. Mislim, je dobro izpadlo, ampak lahko bi se karkoli zgodilo, tako da smo jo še dobro odnesli. No. Ja, kaj imaš pa zdaj načrte za prihodnost? Kaj te čaka? Zdaj v bližnji prihodnosti najprej se moram spraviti in usediti za mizo, da dokončam, ker imam zdaj absolutno na faksu in je čas, da počasi že dokončam določene zadeve. Tako da to je recimo številka 1. Ostalo pa nič, truditi se še naprej snemati in delati in dobiti še kakšne zabavne projekte, pri katerih bom lahko sodelovala. Tako da to je v bistvu to. No. Super. Jaz ti želim veliko sreče še naprej. Oziroma, še eno vprašanje pa imam, če mi čas dovoli, producentka tukaj zraven, Mojca. Evo, še eno, bom poskusil kratko vprašanje dati, evo. Daj mi povej, Ema pa Ema Fresh, kakšna je bila razlika v vodenju, kakšna je bila ta izkušnja? Ti si že prej, kot si rekla, veliko snemala, ampak verjetno se je ta, recimo, da je Ema nek tak dogodek, ki ga ljudje zelo cenijo oziroma je poznan širši javnosti in je zelo odmeven. Kako je bilo to voditi? Je bilo kaj treme? Ja, najprej naj povem recimo Emo Fresh. Ema Fresh je bila prva oddaja, ki sem jo jaz na televiziji vodila v živo, pa že to se mi je zdel tak en veliki projekt, ker dejansko 1,5 ure v živo biti pred kamero in voditi neko zadevo ni kar tako. In dejansko sem šele tisti dan nekako znala delovanje od blizu, dejansko, ko se lučka tam ugasne, pogledaš drugam in te fore, ne? Ampak smo na srečo s voditeljem Bojanom to kar na hitro razumeli, celotno zadevo dobro sprala in recimo na začetku sem res imela takrat ogromno tremo, zato ker je bilo to prvič. Pol na Emi mi je pa že vse rekla, da je ful bolj odmeven dogodek in me še več teže v sebi, ampak dejansko, ker sem dala že prej eno tako izkušnjo čez, kot je bila Ema Fresh, mi je bilo pol res veliko lažje odvoditi tudi Emo, kar se mi zdi, da se je tudi videlo v celotni moj voditeljski drži in da sem stvar malo bolj suvereno odpeljala. Pa tudi nisem se tolikrat pojavila, tako da sem imela na vmes več časa recimo za pripravo, pa ni bilo tako naporno spet. Ne. Ampak je bila pa vseeno zalogaj po svoje, sploh zato, ker sem bila novinka na sceni in sem dejansko že dobila priložnost voditi Emo, tako da sem bila res ful vesela. No. Še zadnje vprašanje. Ta prva otvoritvena točka Klemna, a je bilo zaigrano ali ne? To veliko ljudi ni vedelo? Oziroma... Ja, je bilo zaigrano. No, tudi ti sama si... Nihče ni prej vedel, da se bo zgodilo, razen ožje ekipe in tega niti nismo nikoli vadili, recimo na generalki niti prej. Zato tudi jaz sama sem pač tisti tekst, ki sem ga takrat povedala, v bistvu skoraj prvič šla čez, sploh pred kamero. Ampak sva bila z režiserjem na vezi, on mi je malo povedal, zdaj dej tako in jaz sem pač glum, ker sem. Tako da dejansko so ljudje res fejst verjeli, da je šlo zares nekaj narobe. Ne? Ja, jaz se spomnim, da sem dobival, ker sem se pogovarjal pa gledal od večjih sporočila na Facebooku, da
kaj je zdaj to, dej glej, jaz sem pa takrat še malo nazaj gledal, oziroma nisem še sploh gledal, sem pol za nazaj gledal in so mi že vse uničili, tako da sem pol nekako vedel, da ni bilo res. Ja. Dobro ste odigrali, super in nič, jaz ti želim še vnaprej veliko dobrih projektov, da bomo še kdaj se kje videli na kakšnem projektu skupaj, a ne? Pa uživaj v sroku. No, tako. Hvala, Rok, enako. Srečno, čau. Evo, mi smo zdaj končali z Majo in imamo že naslednjega. To pa je študent zadnjega letnika medicine, Andrej Lipužič, pardon. Ki nam bo pa predstavil eno zelo zanimivo pesem, ki jo je sam napisal v času korone. Oziroma, že prej. Andrej, živijo, se slišiva, vidiva. Živijo, jaz te dobro slišim in upam, da tudi ti mene. Zaenkrat se štima, jaz upam, da tudi gledalci to, tukaj je moja tehnična ekipa bolj spremlja, a to vse štima nam, ali... Jaz sem malo tih, res. Aj zdaj boš, sem dal malo bolj na glas. To nikoli ni problem, mene malo bolj na glas dati. Kako se držiš? V redu je, kaj naj rečem. Študijsko. Korona, rekel, ni dala zavor naši fakulteti, da bi nam pustila dihati. Tako da jutri imam že izpit iz družinske medicine, se že pripravljam že kar nekaj časa. Tako da dolg čas nam ni, no, kaj naj rečem. Tako. Je marsikaj za delati. Ja, to sem slišal, da imaš jutri izpit. Malo smo se hecali, da v bistvu študenti medicine se za časa priprave na izpit zaprete v sobo, ampak nikoli pa nismo vedeli, da se bo pa cel svet zaprl zaradi vašega študija, a ne? Ja. Sicer nekateri pravijo, da bi, eni si želijo, eni pravijo, da bi morali, tretji po svoje, ampak da bi študente tudi pomagati. Jaz mislim, da bi bil to kar preizkus vseh naših sposobnosti, ki smo se jih naučili v teh letih študija. Se eni pomagajo. Par kolegov imam, ki so šli dol v dom za starejših občanov in dol pomagajo razdeljevati hrano, pa nasplošno, kar rabijo tam dol. Tako da moram jih zelo pohvaliti, svoje kolege, ki so se postavili v prvo bojno vrsto in držijo linijo. Kaj si nam zdaj pripravil? O čem gre ta pesem? In kako si prišel do nje? Ja, takole gre. V bistvu, prej, ko si omenil, da sem jo napisal med korono, v bistvu je bilo tako, da ene 2 leti, pred 2 letoma, ko smo začeli na kliniki, so nas naučili prvič, ali drugič, ali petič, v glavnem, pri vsakem predmetu, ko delaš s pacienti, te naučijo, kako se pravilno roke. In za svetovni dan sem to pesem spisal, jo pred zbrano publiko, ki se medicinskih sester in nekaterih zdravnikov iz UKC-ja, da kar gre, in potem je prišla korona in sem iz predala potegnil tole pesnitev. Jo bil, tako da je malo bolj, da je lažje prebrati, se mi zdi, no. Tako da to. Kako je pesem? Jaz bi te kar prosil, da ti to zdaj interpretiraš, to svojo pesem o umivanju rok. Izvoli. Okej. Kot že naslov nekako namiguje, je taka, da je fajn, da tako kot ljudske pesmi, je fajn, da publika sodeluje zraven, ampak sodeluje z gibi. Tako da, vsi, ki gledate, najboljše, da kar začnemo. Okej, tako. Pesem o tem, kako se pravilno umije roke. Začnem z navadno vodo, saj nikomur ni v škodo. Ampak krmila je tu razkužila. Tako,
Držimo se zaporedja, ki temu bo sledilo. Step number 1. Dlan podrgnemo ob dlan. Drugi so na vrsti nohti in pa prsti. Sklenem prste skup konico, zavrtam dlan z nastalo špico. Vedno še drugo roko vključimo, seveda. Zdaj koraku 3 sledim. Palec v pesti. Ja, prav delam. Zelo prav, zelo dobro rok. Hvala. 4. Prste prepletem med seboj. Namilim prostor vmes takoj. Takole. Tako. Med prstni prostori. V 5. Za hrbtno stran se pobrigam. Krožno z dlanjo po dlani pomigam. 6. korak ima poseben pomen, tudi zapestje si zasluži objem. Tako, na koncu splaknem in posušim si roke. Prenašajmo znanje, ne bolezni na otroke. Super, super je bila tale pesmica, zelo poučna tudi. Zdaj, jaz te ne bom preveč matral, ker vem, da imaš ti jutri izpit, pa moraš biti spočit, pa še kaj ponoviti. Tako da želim ti vso srečo, oziroma mislim, da govorim v imenu vseh, mi ti želimo vso srečo, pa da se vidimo slej, ko prej v živo. Andrej, lepo se imej. Tudi jaz si želim to. Ja, hvala Rok, hvala vsi. Lepo se imejte še naprej z Rokom in njegovo ekipo. Srečno, pa ostanite zdravi. Enako, hvala ti. Čau, Andrej. Mi pa imamo že naslednjo glasbeno gostjo, ki jo pa še malo pripravljamo. To je zelo posebna gostja. Moram reči, da sem kar nekaj časa zbiral pogum, ali jo sploh lahko pokličem ali ne. Potem sem pa rekel, kaj imaš pa za zgubiti, a ne. Sej je imela že toliko izkušenj za sabo, da verjetno pa razume, da tudi nek mlad, perspektiven glasbenik želi nekaj novega sprobati. Nuša Direnda. Nuša, živijo, dober večer. A se zdaj slišva? Prej popoldne, ko smo imela tehnično, se nisva slišala, pa sva rekla, da bova prek telefona, če ne bo šlo drugače. Tako je, bomo se že znajdli, a ne? Ampak zdaj se slišimo, ja. No, super, super. Povej mi, kaj je tvoj največji dosežek tukaj za časa korone? Mi smo videli neko posebno stvar, pa da vidimo, če veš, o čem govorim. Opa, posebno stvar, ja ne vem, mogoče, da sem kaj skuhala, spekla, kaj takega, no, po moje. Kaj pa je bilo? Ker drugo niti ni tako, bom rekla, ni presenečenje, če kaj zapojem, pa če kaj posnamem, ne, zato ker zdaj vsi to delamo. Ampak res pa, da zadnje čase res veliko kuham, pa pečem, pa kruh, pa potico, pa vse sorte. Sej, moram reči, da je kar dobro uspela ta potica, no. Sem si jo tudi sam zaželel, ja, še kar, no. Me je mogla pol mama takoj speč, sem jo že naročil, da jo dobim. Ja, to je bila zdaj moja prva, no, tako da mogoče ni bila najlepša, ampak bila je pa dobra, res. No, to je najbolj pomembno. Kaj pa drugače? Kako je zdaj z nastopi? To se je verjetno vse malo prestavilo naprej v prihodnost. Ja. A je kakšen, ki se ga še lahko veselimo, dokler da imamo še nekaj, kar nas naprej vleče? Ja, zaenkrat so dejansko vsi dogodki tako da čakamo na boljše čase, ko bomo premagali koronavirus. Mislim pa, moje mnenje je, da bomo še kar nekaj časa malo bolj previdni in da ne bojo kar naenkrat tako veliki koncerti in tudi druženje v manjših prostorih. Bo verjetno kar malo drugače, no, nekaj časa. Ja, moram reči, da zdaj od doma tudi kar veliko nekaj delamo, snemamo, razne intervjuje imam, potem doma se moramo snemati, v garaži imamo improviziran studio, pa tudi kaj probam posneti, pa s sinom tudi kaj posnameva.
mož pa to malo zmiksa, pa tako naprej. Jalo, tako da je kar zanimivo delati od doma na tak način. Še dobro, da imate celo ekipo doma, da se to da, a ne? Ja, drugače gre pa tudi na suho. Vse se da, če se hoče. Zdaj pa bi se midva malo dotaknila začetka, oziroma ne toliko začetka, ampak tega nekega glavnega dela tvoje kariere, se pravi Eurovizija, pa potem je bil še MMS in vse. To je bilo vse tem nekje istega leta, oziroma plus minus eno leto. Ja, v enih, bom rekla, 5 letih se je zgodilo skoraj vse. Potem so bile spet, no ja, vedno novi izzivi, ne, to je dejstvo. Ampak dejansko 98., ko sem prvič prišla na oddajo Orion za skladbo Vzemi me veter, se je potem kar začelo. No, v bistvu pa že tisto leto sem bila sprejeta na EMO, to ne vem, če veš, ampak sem bila noseča in sem imela 2 dni pred EMO rok za roditi, ne. Tako da sem morala tisto prvo leto odpovedati nastop na EMI. Bil pa to en dober znak, ne. In ja, potem se je pa kar nadaljevalo. Leta 99 spet EMA, nekaj lepega je v meni. Potem sem pa spoznala Matjaža Vlašiča, ki je pa res nekako našel stil glasbe oziroma moj pa nekako smo se našla, no, in z njegovo ekipo smo naredili kar nekaj, smo kar nekako ustvarjali uspešnice, po katerih me še zdaj veliko ljudi. Zdaj je bil pa Energy, pa EMA 2001 in Eurosong na Danskem, tako res, ne. In ta skladba drugo leto bo 20 let, ne. Ja, je še kar nekako tista moja, bom rekla, najbolj prepoznana, najbolj poznana, no, najbolj nekako tudi, ne vem, je bila res napisana, se mi zdi, na mojo kožo. Ko smo že pri tem, kdo pa tekste načeloma piše? Vse? V začetku sem sodelovala z producentom in Matijo Oražmom in avtorjem, no, Matijo Oražmom in producentom Tomažem Borsanom. Potem Vzemi me veter skladbo je napisala Majda Arh, besedilo in glasbo, ker jaz sem samo pevka, jaz pač nisem avtor. Jaz se res dobro počutim, da interpretiram skladbe, ki jih napišejo zame. Mislim, da dejansko je Matjaž Vlašič pa Urša sta nekako tandem, ki naredila največ hitov, in Urša Vlašič je bila res tudi tista, ki je največ besedil napisala v tistem prvem obdobju, najuspešnejšem obdobju. Zanimivo je, da se nisva niti nikoli pogovarjale o vsebini, ne. Ona je napisala tekst in jaz sem ga začutila in odpela. Pač jaz sem interpret in pač poskušam zinterpretirati skladbo na način, je pa da se lahko marsikdo v njih najde. Ja, se strinjam. In jaz imam v bistvu eno tako zanimivo vprašanje oziroma izziv. Glede na to, z Mojco sva imela malo preveč časa, ko sva bila na Dolenjskem in sva poslušala tvoje skladbe. In kaj, če bi naredila eno skladbo samo s tekstom iz tvojih naslovov? Se pravi, da je celotno besedilo napisano zgolj iz naslovov tvojih pesmi. A to bi jaz morala, ali kaj? Ne vem, a ti gre, na primer, dajva poskusiti. Jaz ti bom dal prvo. Ti si rekla, Vzemi me veter. Vzemi me veter?
Jaz rečem prvič in zadnjič. Aha, ti imaš že, ja, ok, vzemi me veter. Prvič in zadnjič. Joj, ker nekaj lepega je v meni. Evo, Ne vem, recimo. Pa da vidimo, kako to zgleda. Ha? Pokliči kdaj čez 20 let, na 4 oči. Naj nama sodi le nebo, duša moje duše. Ko pogledaš mi v oči, kom da je prvič, nekaj lepega je v meni. Modro more, beli oblaki, bele snežinke. Ti še ne veš, to niso sanje, to je ljubezen. Zaupaj mi, ne izgubljaj časa z mano, ne kliči me. Zdaj verjamem, ni mi žal. Pazi še naprej. Brez strahu, danes vračam se. Kamor vodi srce, kakor ptica, kakor pesem. Vzemi me veter, prvič in zadnjič, ti še ne veš, to niso sanje, to je ljubezen, eni res. Zaupaj mi, časa z mano, ne kliči me. Zdaj verjamem, ni mi žal. Reši me, Noe, Noe. Ja, bravo! Zgolj in samo iz naslova. A je bilo prav ali ni bilo? To moraš ti potrditi. To je pa dobro, ne? To bi pa lahko res dala, ne? Ej, jutri bo že to na Odlično, res YouTubeu bravo. number one. Ja, pa res. Ej, super je bilo tole. No, me veseli. Vidiš? Še sama ne vem, koliko skladb imam, ne? Ja, niti nisem mogla vseh vklopiti, ker če ne bi 1 uro samo od tvojih pesmih se pogovarjali, Joj. oziroma bi bila skladba dolga 1 Ja, uro. veš, pa me pa zdaj sprašuje, a imaš kaj novega, boš kaj novega posnela, pa joj, če jih imam pa že toliko skladb, se ne vem, a veš. Ja, evo, zdaj, jaz imam še eno vprašanje. Evo, midva sva se prej popoldne pogovarjala, da bi ti še nekaj zapela. A je to Aha, možno? da bi, ne? Ja, ne vem, Je, jaz sem je, zdaj s tem, da ni... Ja, Jaz sem zdaj svoj del dal, pa bi mogoče Ja. lahko še prejel nazaj en del. ja. Zdaj jaz nimam zdaj spremljave dobene, bom pa... Prav? Prav, zmenjeno. Jaz sem zdaj malo nostalgična te dni, tako, in jaz imam rada ljudske pesmi, a ti imaš? Tudi jih kar redno prepevam sicer, Prav, da ampak jih pela doma zdaj ne marajo. nekaj. Ne? Ne. Jaz sem zapela Po jezeru bliz Triglava, je v redu? Super, super.
Čak sicer Frank ima tle harmoniko, ja, ni se ogrel, no, zdaj ni važno. Se mi lahko tudi pomagaš, bova v duetu. No, mogoče, lej, če mi bo šlo. Po jezderu blistri glava, čolnič sem trd. V čolnu glasno se prepeva, da odmeva od gora. Mile ptice po dolinah in planinah se budi, ker so čule pisem mojo, vsaka svojo žvrgoli. Ker so čule pisem mojo, vsaka svojo žvrgoli. Evo, super, super. Jaz upam, da ko sem zraven pel, da ni bilo zamika, no, da se je v redu slišal, ampak pri meni je bilo super. Ja, jaz sem te malo zamikal slišala, ampak nič hudega. No, se zato sem bil raj tih, kolikor sem zdržal. A solzica utrnila. Solzica se mi je utrnila. Prav predstavljal sem si, zdaj bi šel jaz tja do jezera, ampak moramo biti A ja, a ne da, veš, to sem jaz tudi malo zdaj nostalgična, pa tako malo, a veš, zdaj ne smemo nič ven, pa ne smemo v druge občine, pa lej, Bled, pa to, ne. Žal. Preveč jih je šlo tja in so rekli dost. Ja, dost. No. Sej bo. Bomo, pozitivno gremo naprej. Nuša, jaz se ti najlepša zahvaljujem za vse. Zdaj pa, če boš kdaj želela to skladbo izdati, jaz ti jo z veseljem podarim. Ja, super je res, no, tako da ja, mogoče pa res kdaj, ne? Kje sodelujemo, Mogoče kaj? za neko obletnico, da to pride spet ven, ali pa samo za one Ja. night, nekaj tazga, nekaj se bomo že spomnili. Ja, Lepo. okej, zmenjeno. Najlepša ti hvala, lepo se imej, uživaj, uspešno in upam, da se še kdaj vidimo, no, slišimo. Pa mogoče tudi kaj skupaj. Tudi jaz, hvala za povabilo. Nikoli se ne ve. Tudi jaz tebi želim uspeh. A ti režijo študiraš, ne, na AGRFT, sem slišala. Ja, res je. Ja, Zdaj počasi že mogoče končujem, kdaj no, še v bistvu pridemo. magister. Ja. Zdaj že magistersko pišem. No, če boš rabo kakšno, če boš imel kako vlogo zame, se priporočam, no, ker to so še moje take neizpolnjene želje, da kdaj nastopim v kakem filmu. A veš, da, Ali pa na gledališču v odru. En film Ja? sem glih prijavljal in če ga dobim, te vloga ziher čaka. Evo, to pa zdaj širna Okej, Slovenija je super. slišala, širna Slovenija je slišala, besedo sem dal, besede ne sme se pojesti, tako da naslednji film z Nušo Derendo. Najlepša hvala. Ja, zakaj pa ne, en tak glasbeni, ja, veš, neko zgodbo, ne. Ja, glej, Zdaj se me pa Veš dobila, kaj, zdaj glej, je šlo pa v beseda javnost, ni zdaj je šlo konj. pa v javnost. beseda ni kon, a veš, zdaj včasih moraš tudi kaj na glas povedati, kar si želiš, ne samo vse držati. Ker leta hitro tečejo, a veš, ne bo več veliko vlog zame. Jaz upam, da bo vlog še milijon, tudi let še 3-krat toliko. No, Hvala ti. predvsem pa dobrih še pesmi, pa zdravja, ne, tudi tebi želim in vsej širni Sloveniji, veliko zdravja, pa premagajmo tole korono. Skupaj jo bomo. Evo, hvala ti. Adijo. Čao.
Čau. Mi smo, zdaj pa tako odmev. To je bila Nuša, zdaj imamo pa še enega zelo posebnega gosta, isto pevca. Veliko, verjetno ga vsi poznate potem, ko je nastopal v oddaji Znan obraz ima svoj glas, čeprav zanimivo, njegov obraz ni do takrat bil toliko znan, ker je v prvi vlogi, če jaz to provem, se me boš pol popravil, Srdžan, sinhronizator, oziroma veliko sinhronizira, to sem pa siguren. Tako da, Srdžan Milovanovič. Slika sicer zamikom, zdaj boš videl. A še vedno, Točno, kaj ni sem nam delal. to Še vedno. A ti me slišiš? Jaz te slišim, zdaj glede slike pa ne vem, Okej. veš, je zelo namehen, tule pri meni ekranček in Imamo oring latenco, zdaj boš videl vse, kako sem reagiral, ko sem gledal še Nušo Derenda, pa kako sem gledal, ko si me predstavljal. To je še, ne, to sem že gledal na telefon, to je enih 5 minut nazaj. A res? The best. No, potem, čakaj, bomo poskusili to, bo te čas naš tehnik to reševal, mi se pa te čas kar pogovarjava, bo pa bolj radijska zadeva. Komod, slikca je zelo odzadaj. Dobro, da nisem česa drugega še počel. Saj tudi jaz ne vem, veš, tudi jaz mogoče malo zmrzujem, tako da. Ne, Povej se mi ti, malo, kaj tudi ta malo počneš? zmrzne, ampak drugače. Ti delam veliko Super. stvari, edino, kar je ostalo, pač predstave so odpadle, koncerti so odpadli, vodenje prireditev. Veliko sinhroniziram, največ pa delam na hiši. Se pravi, polagam ploščice, podiram drevesa, ker imam veliko stet in jo že enih 4-5 let jo prenavljam. Od temeljev Aha, do se pravi, zdaj si strehe. se specializiral v krovna dela, tako rekoč. Krovna dela, zdaj ploščičar, večinoma, zdaj sem že zunaj, ne, se pravi terasa zdaj To nastaja. lahko pokličeš v bistvu dvorišče- sixpacka, Čekurja. A veš, da sem ga mislil pa bi ti poklicati pa pomagal. vprašati za nasvet? Oziroma sem ga v bistvu videl in sem ga na hitro vprašal za nasvet, ker je vodil en dogodek, na katerem sem nastopil. Igram v eni predstavi, ki je Murder Mystery, se pravi večer, in tam nekoga umorijo in gostje morajo ugotoviti, koga so umorili. In je Sixpack Čukur bil organizator celo, A res? s partnerko. Katera predstava, pa je se mi lahko... En lokal ima v Mariboru najemu. Aha. Zanimivo. No, se pravi, kaj, potem zdaj hišo preurejaš, praviš. Že 5 let, zdaj imaš čas, Tako to je, vedno večinoma. prelagamo. No. Ja, zdaj imam čas. Pa veš kaj, 3 otroke imam, tako da vedno kaj za delati. Narediti gugalnico, pa sestaviti trampolin, pa narediti hiško za ptičke, pa vidiš, imam še inštrumente zadaj. Mnoštvo je nekaj za delati. Pač ne zmanjka mi dela, tako da, kar se tega tiče, mi ni edino izpadek prihodka, je pa kar velik. No. Ja, to pa- Ampak, to pa kar je- se tiče časa in dela, pa moram reči, imam več sreče kot marsikdo, ne smem se pritoževati, ker imamo veliko hišo z velikim dvoriščem, probi Ljubljane, na Škofljici smo, tako da v naravi smo, lahko gremo ven na dvorišče, nimamo se kaj pritoževati. No. Ravno to sem te hotel vprašati, pa si zdaj že sam, kako zdržite s 3 otroki v hiši, ampak če imate dosti dvorišča okrog, pol gre. Dvorišče, trampolin, pomirjevala, gre. Spite kaj, kdaj, ali to prepustite? Je, dojenčka imamo, ne spimo. V tretje sem uspel razmnožiti otroka, ki približno tako manj, kot se pravi, ni. Uspava, če fulkrat zbudi in ne rabi veliko spanca. Tako da sam sebi sem si nakopal prekletstvo, ampak ga imam ful rad. Ne, super je, ampak res ne mara spanja. Prebereš, a to pravljice za lahko noč to ne dela. Ne funkcionira. Ne, kulturni tip. On more jesti, piti, pa je to. Včeraj sem ga spustil na travo, da je hodil po dvorišču in je požrl vse. Od kamnov, listov, hroščev, vse.
En taki mali rumba je, veš, mini rumba. A vidiš, zdaj tole mahanje? Mahaš, poglej, ravno mahaš. Zdaj maham. To je mahanje na začetku. Midva sva zdaj začela pravi- intervju uradno, samo to, da veš. Pa res skoraj 5 minut nazaj. Aha. Glej, mogoče, Prej, ko sem poslušal, ja, te lahko jaz nacinkroniziram, a veš. Ali pa ti sam sebe, daj poskusi lahko, to, veš da kaj, bi ti prej sta sam z Nuško sebe pela duet, ne? Pa si ti glih toliko malo z Mikom pel, da me spomnila na un komad, veš, Mojster Jaka. Tako da v bistvu kanon, ni kanon, ampak je samo ko za Mikom poješ, zdaj lahko midva ustvariva svoj kanon. Ja, le, ali ti pa rečem, pokliči kdaj čez 20 let, pa se bova glih ujela. Veš kaj, lahko prekineva, grem jaz na WC, prijem nazaj, pa bom glih prišel na pravo sliko. Se to. Evo, gremo midva zdaj bolj na resne teme nazaj. Ti si bil, Malo bolj na kje so resne, tvoji ja. začetki? Kje so tvoji začetki glasbene kariere? Oziroma, gremo drugače, kako si prišel na Znan obraz ima svoj glas? Na Znan obraz ima svoj glas, sem pa prišel tako, ker je res mi pisano na kožo, jaz igram drugače zdaj v musicalih zadnjih 6 let. In predtem pa sem bil 10 let v narodno-zabavnem ansamblu, od 16. do 26. leta starosti sem prešpilo celo Slovenijo. Narodno-zabavnem tega si leta bil, starosti. to ti pa ne bi dal, jaz ne bi rekel, da si ti človek Ne, narodno-zabavne glasbe. A veš, kaj je bilo še najbolj zabavno? Ko prideš na Ptujski festival in speaker ter ansambl. In ko najavi Srđana Milovanoviča, ki bo zapel v ansamblu Kompromis, da ti slišiš tisto tišino v auditoriju. A smo mi na napačnem narodno-zabavnem festivalu? Ne, moji začetki so bili pa v Ormožu, odraščal sem v Ormožu. Prvič sem zares na enem dogodku oziroma na eni prireditvi, ki verjetno dobro poznaš. Korajža velja. No, zdaj pa Tam sem počakaj, nastopil zdaj v pa 5. počakaj, razredu osnovne šole. Ker počakaj, Čakam. Zdaj, ker je čas a za našo sliko z rubriko. audijem. Sliko boš težje, tako da dajmo z audijem saj za začetek. Sliko ne bom Čas teže je- počakal, sliko čakam že 5 minut. Dajmo poskusiti takole. Zdaj je No, kar daj. rubrika Kar daj. Korajža še vedno velja. A madman laughing at the rain. Little out of touch, little insane. Just easy as the dealing with the pain. Run away, train never coming back. Run away on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm gonna hear no day. Run away, train never coming back. Ker zanimiva frizura, moram reči. Tearing off the track. Run away, train Bye, mama. burning in my face. Mama me. Run away, but it always seems the same. Zato sem bil samski. Dajmo to kar stran, evo to je. Viš, To so bili v bistvu tvoji začetki, a ne? Ja, če si videl tisto pupo na levi oziroma na desni, no, ta je bila moja simpatija in glede na to, da me je frizirala mama, jaz v osnovni šoli nisem imel sreče z ženskami. Ne. Zdaj ni veliko drugače, zdaj se strižem sam. Ampak očitno uspešno, glede na to, da imaš 3 otroke. Sam sem očitno boljši frizer kot moja mama. To ja. Drugače pa mama ja, ne tako gleda. si me vprašal prej. No. Ja, dobro, da mama ne gleda. Mama je definitivno ni za internet. Na začetku srednje šole sem začel nastopati narodno zabavno, ker nas je bilo 7 in smo se zmenili že v začetku, da hočemo, da je vse v živo, nobenega playbacka in igrali smo vse od Avsenika, Slaka in Deep Purple in celo Jimmyja Hendrixa. Narodno zabavni ansambl, tako ki da- igra Jimi Hendrixa pa Deep Purple.
Ja, to smo pa igrali na Zobel žuru, to pa je žur prleških študentov. Tam smo pa morali malo tisti repertoar je bil bolj meni pisan na kožo, ker jaz sem začel s kitaro, električno kitaro pa z hard rockom. No. To je še vedno pač bilo. Pa Metallico in podobnim. Kaj ti pa zdaj najbolj na duši? Kaj je tista glasba? Kaj je tvoj guilty pleasure? Če hočem šopati, če hočem res dobro poleti ploščice, si dam salso. Res, prisežem, si dam salso, pravno na špansko salso, če hočem, da me našopa in da dobro polagam ploščice. Če se želim zvečer umiriti, se naštivam nek jazz, kakšne balade, kakšen starejši Balkan. Ko vozim, mi paše hard rock glasba. Nasplošno sem pa zadnje leta padel musicale. No. Tudi klasiko rad poslušam, ko se hočem umiriti. Recimo v avtu. Ko so glih pri musicalih, mi da se v bistvu iz musicala tudi poznava, je res, a ne? Tako je, z Butalcev, ne? Tako. Daj mi majčkeno povej o tej izkušnji, kako ti je bilo. Meni je bila super izkušnja, žal, da sem bil tako malo napisan scenariju, da nisem bil veliko zraven prisoten. No. Drugi so se uspeli več družiti kot jaz. Jaz sem bil samo 2 snemalna dneva. Meni je bilo žal, meni je bilo super. Vloga, sem že malo pozabil. A ti povem kaj. Jaz sem bil, dragi moj Rok, hvala, typecastan. Pojasni ljudem, kaj pomeni typecastan. Ker ti pojasni. Jaz sem Prlek. Izbrali so me za vlogo pijančka. Pijančka. Ti si prišel noter, da gori, tale. Ja. Potem so me premlatili, ker sem zamešal luno za požar. Tok sem bil nažgan. Jaz sem bil cenežan padar, pijanček. Veš, da si imel kar veliko, v bistvu v Sloveniji kar veliko takih, ki so se tudi potegovali za to vlogo in si imel hudo konkurenco, no? Da si lahko šteješ v čast. Verjamem, je bilo, ampak mislim, da sem z močjo svoje osebnosti in poreklom z špricerem impregniranega Prleka uspel dobiti to vlogo svojega CV-ja. Kako si prišel pa do sinhronizacije pa tega? To me še v bistvu zelo zanima. In kje večinoma, kako poteka to? Jaz sem za sinhronizacijo se najprej hotel priti po regularni poti, sem se prijavil pred nekaj leti, ampak so mi dali zabrati tekst, kjer ni bilo treba spreminjati glas, ampak je bil speakerski tekst. Kasneje so uporabili fante, in to ravno takrat, ko sem začel z musicali, so uporabili fante. In je ena kolegica, ki je pač prijateljica Maša Tisel, ki je veliko sinhronizirala, ob tem, da je igrala v musicalih, je predlagala mene. In ko enkrat prideš not, je zelo, če si priden, če si delan, pa če si talentiran, pol si not. Pa jaz imam kar trpežne glasilke, lahko delam 5-6 ur, recimo na dan sinhronizacije. Običajno tam nekje 3-4 ure zdržiš, no, tudi kar se tiče glasilk po koncentracije. Ampak ne vem, recimo narodno-zabavni ansambl, tista kilometrina, ko poješ 12 ur, pa recimo 3 dni zapored, ti da res konjske glasilke. Potem, ne vem, noben 2-urni koncert ni problem. A si takrat uporabljal ne vem, če so že bili kaki tableti takrat za grlo, za glasilke? Ne, v bistvu niti ni bilo veliko. Islamint je bil, to je pa več ali manj to, ni bilo enega tega gelornika. Daj še enkrat povej ime. Islamint. A imamo za sponzor? A je sponzor? Je, upam, da Islamint, vzemite ga. Islamint, sponzoriramo Roka Hvala in njegov late night show. Tako si prišel noter, zdaj smo ravno slišali, kako si ti v bistvu prišel noter, začel si sponzorirati Islamint. Ker govor naprej. Ja. Glej, jaz sem prostitutek, jaz se prodam za vse. Samo povej ceno. Ja, smo. Vprašanje je samo cena. Tako da, ja, je več studijev v Sloveniji, ki se ukvarjajo s sinhronizacijo.
Prišel sem pa na srečo ravno tistemu, ki ima največji rang, se pravi Studio Ritem. Oni imajo celo večerke, televizijske risake, to, kar pač lahko vidimo. Potem so še drugi, od Menarta, VSI.net in drugi studiji, New Vision Agency. Več jih je in v bistvu, če kdor gleda, če si želite preizkusiti, vedno iščejo nove glasove, tako da samo v bistvu morate stopiti v kontakt z njimi, pač pošlje se nek kontakt, pošlje se povpraševanje, sporočiš, da bi se rad ukvarjal s sinhronizacijo in pač držiš pesti, da te čim prej pokličejo. No. Kaj pa je Tako tisto, da to je moje kar sporočilo moraš kot imeti? insiderja. V bistvu moraš imeti, ne smeš biti preveč občutljiv, no. Da po 5 minutah dela že takoj nehaš delati in da obupaš. To je obrt kot vsaka druga, moraš se navaditi, spomnim se svojih začetkov, ko sem moral vsak stavek se ustaviti, poslušati, iti nazaj. Zdaj sinhroniziram praktično simultano z originalom. Predvidevam že naprej, kaj bo povedal, kako hitro bo povedal, v kakšnem tempu in s kakšno intenco. Veš pač, ki si na GRFT, čez nekaj časa približno veš, na kakšen način bo nekdo glasovno odigral, ko že vidiš tekst, ko že vidiš prevod. Jaz osebno sem anglist in včasih naredim back translation, se pravi prevedem nazaj v angleščino, da vem, kaj so v bistvu v originalu povedali, in potem, ko tisto sprožiš skozi svoj sistem, samo da slišiš začetek, se pravi recimo, ravno ta latenca, ne? To je ena taka latenca, z latenco ti v bistvu simultano prevajaš, tolmačiš. Ampak to so mi že rekli recimo starejši kolegi, ki so bili izkušenejši, ko sem začel sinhronizirati, rekli, da na ta način sinhronizirajo, pa se mi je zdelo kot znanstvena fantastika. Ne moreš ti simultano sinhronizirati, če sploh ne veš, kaj bodo povedali in kako. Ampak se da, ker približno čez nekaj časa že pričakuješ, kaj bodo povedali. Ja, potem, če imaš talent, evo, daj poskus, zdaj vidva tebe, poskus tukaj sebe sinhronizirati, da vidimo. Torej, ko sem bil mlajši, sem veliko pel in zakaj ta človek toliko momlja? Daj mi povej, zakaj ta človek toliko momlja? Je ful spil. Ne vem, kaj so tukaj govorila. Jaz tudi ne, samo zgledam pa, sem na absolventskem izletu, sorry. Ob 4 zjutraj. Na enem trajektu, ki se pele nazaj iz Krete. Stari, jaz ti povem, da jaz ali pa da imaš otroka, ki ne gre. Ja. Spat. Ki ne gre spat. Ja, vsej po noči smo imeli zabavne epizode. Tako da ja, če koga zanima sinhronizacija, ker večkrat rečejo, ne, recimo, da bi se radi preizkusili ali pa kaj. Recimo, v Sloveniji so to Studio Ritem, da poiščejo, samo ne Studio Ritem, ki je plesni studio, 2 Studio Ritem sta v Ljubljani, en je plesni studio, drugi je sinhronizacijski. Pol je še en tak, ki vedno išče, je New Vision. Stopijo v kontakt z njimi in poskusijo pač, če iščejo v tistem trenutku talente, ker vedno se iščejo nove glasovi, novi ljudje, ker včasih pač ne ostanejo vsi dolgo let v tem, je kar naporno ta sinhronizacijski posel. Pa ni glih, ker ravno zaradi te mase ni finančno preveč znosen, no. Ni glih, ne zasluži se zelo veliko denarja s tem, tako bom rekel. Ampak če veliko sinhroniziraš, se da kar. Zato moraš biti pa človek velikih talentov in to ti definitivno si. Tudi pločice polagam, ja. Ne še za denar, ampak... Pločice polagaš? Jaz se priporočam za en obisk, da vidimo potem, da strokovna komisija oceni, ali so ploščice v redu položene ali ne. Obenem se ti pa zahvaljujem za tale pogovor. Enako, hvala za povabilo. Zelo zabavno. Kot vidiš, se še zdaj smejem, kot sem se smejal pred 5 minutami očitno. Že takrat je bilo zabavno. Tako da hvala in me veseli, da v bistvu
kako je Slovenija majhna, ne? Pozdravi očeta, pozdravi dedka, no, kot jim rekel. Ja, upam, da gledate, Sta- no, tako da sta velik- v njunem imenu te Samo povej, pozdravljam nazaj. Zihar jo boš prej videl kot jaz, ne? Jaz sem jo nazadnje videl pred 25 leti, nekaj takega. Ja, jaz jih bom verjetno prej, no. Uh, To je skoraj sigurno. če ne na Abrahamu. Ne. V glavnem, zahvali se jima, sta bila vseeno en moja otroštva. No. Zelo pomemben po eni strani. Pa smo se videli samo 3 dni. 3 dni? Aha, ja, Tako da- ker si 3-krat Ja, nastopil. trikrat, 3 nastope, 3 dni. Kdaj, a Ali enkrat je si to zmagal? zanimivo? S katero pesmijo si zmagal? Prvo leto sem zmagal z pesmijo Help od Beatlov, naslednje leto sem zmagal tam s tisto pesmijo, ki si imel posnetek, ki je bilo pa Run od Soul Asylum. Potem zadnje leto sem pa nastopal z Nothing Else Matters od Metallice, to pa ni bila najbolj taktično najboljša odločitev, ker me je premagal Niko Keček za svojo verzijo I swear by the moon and the stars in the sky. To To je so malo All bolj- for One, a ne? Malo bolj všečen prijetno kot And nothing else matters. Moraš vedeti, da v Prlekiji leta 4 ni bilo veliko fanov Metalike. So pa zato zdaj. Ja, ampak je bila pa dobra šola. No. Evo, torej praviš, korajža Ej. še vedno velja? Korajža še vedno velja in naj vsak povleče svojo korajžo ven in ne flikne zdaj, ne vem, na internet, na kaj se pogovarjamo, na VMix, na Skype, VMix, na tako. Zoom, kamorkoli jim paše. Vršte ven svoj talent, naj se ga vidi, če ste le starejši od 18 let. No. Super, najlepša ti hvala še enkrat za pogovor. Enako. Jaz ti želim čim več Ej, spanca, hvala. da bi dobro zrihtal hišo, pa da se ga vidimo. Čim prej. Ko zrihtam do konca, vabim, No, te da boš držim prišel za pogledat besedo. ploščice. Zmenjeno, Boš za zmenjeno. besedo kot Hvala zakaj ti. drugega. Lepo vodi. Čau. Čao. Čau. Mi smo pa v bistvu prišli do zadnjega gosta in to je Tim Prezelj. Za vse ostalo pa pravi Mojca, da boš mogel sam povedati. Tim, živijo, se slišiva? Ja, jaz bi mogel sam povedati, prav. Ja, zakaj pa Mojca ne more tega povedati? Vse me pozna že. Čakaj. Da tehnično to uredimo. Timi, mi se že tako dolgo poznamo, da te lahko s kakšno napačno besedo mogoče celo opišem. Tako da se sam predstavljam. Ti kar opiši, nobena beseda ni napačna, jaz nisem občutljiv. Tim je en zelo poseben fant. Ravno tako mnogih talentov, ki se spozna na več področji in ravno to ti omogoča, da se marsikateri popoldan zavleče v večer in noč, medtem ko pošteno debatiraš. Tako da to je tudi eden od razlogov, zakaj je bil Tim povabljen v to oddajo, da predstavi en delček svojega razmišljanja. Hvala, Tim. Evo, zdaj smo imeli tako kot smrtence. Ali pa radio zvečer, a veš. No, tako, ja, to, ja. No, evo, dej, v bistvu zakaj smo te povabili, je zato, ker se zadnje čase veliko omenja to naravno selekcijo. V bistvu vse povsod. Skoraj tako pogosto je kot korona, pa gre to nekako z roko v roki, ampak so se zmenili, da korone ne bomo omenjali, ker jo imamo že vsi dost. Boš pa ti na podlagi Singerjeve etike, če sem jaz si to prav zapomnil, boš ti nam majčkeno razložil to naravno selekcijo, a ne? Ja, no dobro, sej
Pač ta naravna selekcija je nek koncept, ali pa mislim, dobro, to je zdaj širši, to se nekako vršča v širši kontekst same evolucijske teorije, ampak na nek način je to neka stvar, ki se jo zelo, ja, no, relativno pogosto omenja, ampak doskrat v nekih takih, no, mogoče nekoliko čudaških kontekstih, no, ali pa tudi v nekih, okvirih, kamor mogoče sicer ne bi pasala, ampak dobro, se to nima toliko veze. Zdaj, v Singerjevo etiko se sicer vklapla predvsem z tega konteksta, da je to nekoliko drugačen pristop v etiki ali pa k etičnosti oziroma moralnosti določenih pristopov. In sicer ideja je v tem, da so v preteklosti predvsem prednačali neki drugi etični pristopi, uveljavljeni in pač s temi nič narobe, predvsem te bioetike nedotakljivosti življenja, ki jih podpirajo oziroma ki so nekako zrasle na večini pač večjih religij po svetu. No, kasneje je pa ta avstralski filozof, to je bil Peter Singer, nekako razvil svoj alternativen koncept vrednotenja etike, etičnosti posameznikov, no, to je pa relativno, mislim, bolj sodobnejši koncept, ki se pa od tega klasičnega razlikuje v večini, no, teh osnovnih lastnosti. Nekako zaobjamemo je ključna, je 5 posameznih parametrov, ki se med sabo nekako razlikujejo pri klasični bioetiki, pa pri bioetiki kvalitete življenja. In sicer zdaj že tako, kot sama imena ali pa izrazi povejo, ne, je ta sama bioetika nedotakljivosti življenja, govori v bistvu kot prvo načelo je, da ravnaj z vsemi človeškimi življenji, kot da so v bistvu obdarjeni vrednostjo. To se pravi, gre za nedotakljivost človeškega življenja, ne pa tudi vseh ostalih oblik življenja oziroma živih bitij, ne. Temu pravimo specističen pristop. Dočim je v bistvu to spremenil v drug koncept in sicer se glasi, ali pa bi ga lahko zasnovali kot priznaj, da je vrednost človeškega življenja spremenljiva. To se pravi, da ni zdaj življenje samo po sebi pač absolutno vredno, ampak da je njegova vrednost odvisna od njegove kvalitete. Potem je recimo neko drugo načelo, nikoli namerno ne umori nedolžnega človeškega življenja. Dočim Peter Singer je pol to nekako v načelo, sprejmi odgovornost za posledice svojih odločitev, recimo, ne. To se pravi, pač še zmeraj gre za bolj v ospredje postavlja lastno odgovornost posameznika za neka dejanja, nekako poleg nekih pravic tudi poudarja predvsem dolžnosti. Tretje načelo bi bilo recimo ne vzemi si življenja in vedno skušaj preprečiti, da bi si to storil drugi. To je na primer po principu bioetike nedotakljivosti življenja. Singer pravi, svoj željo oseb do življenja in smrti, kar pomeni, gre za neko pač predvsem osebno integrativen pristop. Pol četrto od teh 5 je bodite rodovitni in množite se po nedotakljivosti življenja in rojevaj otroke samo, če so zaželeni, tako je po pač Singerjevem konceptu. No, zadnje načelo od teh bi bilo pa ravnaj z vsakim človeškim življenjem kot z nespremenljivo bolj dragocenim od vsakega nečloveškega življenja. No, tukaj je mogoče bistvena razlika od Singerjeve etike, ker se tudi v konceptu tako razlikuje, ki pa pravi, ne delaj diskriminacije na osnovi pripadnosti vrsti, kar pomeni, da je na nek način pač Singer precej manj specističen in pač se izogiba antropocentrizmu. To pa zato,
to, ker izvira iz osnovnega filozofskega načela, ne, da če pač neka stvar je živa v konceptu. To se pravi, je pač življenje ima enotno definicijo, ne glede na to, v kakšni obliki se pojavlja. Ne. In z tega izhodišča je potem on razvil etiko kvalitete življenja. Ne. To se pravi, da je pač predvsem pomembna kvaliteta posameznikovega bivanja in da na tej podlagi ocenjujemo etičnost posameznih posegov. Tako, ne, no. Če poskuša to spraviti nekako v eno tako konkretno misel, se pravi, kje bi lahko to v vsakdanjem življenju uporabili, recimo. Aha, ja, no sej, v bistvu tukaj to tako, zelo zanimiv ta njegov koncept je predvsem to, ker je zelo praktičen, tak aplikativen, v smislu, da se ga, s tem je povezan tudi nek tak še bolj sodoben koncept, tako imenovane aplikativne etike, ki pa na nek način skuša zračunati, torej postavljati neke bolj racionalne, skorda matematične načine za določanje etičnosti posameznih dilem, no, ali pa prav, ne. In seveda to na nek način ni možno po teh klasičnih principih, no ta Singerjeva etika pa to omogoča, ne, ker klasičen princip je tako, pač ne glede na karkoli se zgodi, pač je človekovo življenje nedotakljivo in ga je treba varovati in ohranjati za vsako ceno, ne. Medtem, ko Singer pa pravi, ne, tudi to ima neko določeno ceno in vrednost. In zdaj, na primer, da konkretno aplicirati, je, na primer, najbolj mogoče nazoren princip v zdravstvu ali pa v medicini, ne, kjer se lahko zgodi, ne, pač včasih se pojavljajo določene dileme, treba odločiti, ali je nek poseg etičen ali ne. Ali pa recimo zanimiv je tukaj predmet etičnosti določenih vej medicine, kot so reproduktivna medicina oziroma pač tako zvane tehnike oploditve z biomedicinsko pomočjo zdravljenja, neplodnosti in tako dalje. Ne. Ker kaj problematično večine klasičnih etičnih pristopov je ta, da se po veliki meri ukvarjajo predvsem s temi negativnimi odkloni. Sprav govorimo ali pa v javnosti se poudarjajo na primer etične dileme ali pa razprave o evtanaziji, o umoru, samomoru in podobno. Torej nekje ali pa splav in tako dalje. Torej nekaj, kar prekinja življenje. Zelo redko se pa poudarja, da tiste posege, ki pa v bistvu ustvarjajo, ki ga sicer po naravni ne bi bilo, ne. Torej gre ravno tako za nek poseg, ne. Ni to zdaj neko pač čist klasično, najbolj naravno, osnovno stanje, ne. Pač s tem se ravno tako bodira nek osnovna, recimo temu ekološka struktura in je zato tudi podvržena, vsaj po Singerju sploh, ne, popolnoma enakovredno kot ti negativni odkloni, so tudi ti pozitivni odkloni podvrženi etičnim razpravam, dilemam. A je bilo to dosti konkretno, ne vem. Meni se zdi, da je dost. Ne, super si povedal, res. Ta prvi del sem je malo sicer slišal kot taka Biblija oziroma teh 10 zapovedi. Ja, ne, sej to je tako, v bistvu tukaj gre samo za, to sem hotel predstaviti samo zato, ker dejansko te klasični etični pristopi so zelo vezani na neke te, pač dostkrat so vezani na neke religijske ali pa take koncepte, ne sicer pač, ni zdaj to organsko tako prepleten, da se ne bi dal tudi ločiti. In zato je pač bilo samo, zdel se mi je precej nazorno določena take statementi ali kakorkoli, neke premise, ki pač nakazujejo v pristopih, v konceptih, ne, zato se mi je zdelo to. Super. Zdaj na koncu je sicer majčkeno prekinilo, pa ampak se mi zdi, da smo slišali, no. Tako da jaz se ti v bistvu zahvaljujem da si nam tole lepo predstavil. Pa upam, da se še kdaj slišimo, ko bo še kak primer
iz bioetike prišel. Ja, z veseljem. Prav. Jaz upam tudi, da se kmalu vidimo, no. Tole ste že kar... To pa jaz tudi, ja. Bi bilo tudi že podvrženo etičnim presojam. Super, hvala ti, Tim. Lepo se mej. Doma Ja, z pozdravi. veseljem, enako. Tudi Kuška. Ja, bom, brez skrbi. Evo. Mi pa smo v bistvu prišli do konca oddaje. Upam, da ste zdržali z nami kljub tem tehničnim težavam, da vam je bila dosti zanimiva. Vi kar pišite komentarje, boljš da meni v zasebno sporočilo. Upam, da vam je bilo fajn. Hvala lepa in lahko noč. Posloviti se bomo pa s skladbo Adija Smolarja. Si sam refren znam. Ker jaz najraje sem doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ker jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, biti doma najbolj me veseli. Ker jaz najraje sem doma, 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 doma najlepše se mi zdi. Ker jaz najraje sem doma, ljubo doma, kdor ga ima, biti doma najbolj me veseli. Biti doma najbolj me veseli. Lahko noč.